Sem prišel iz letališča v Budimpešti, pa bi res rad sedel, tako da lahko v miru povem. Je v redu tako? No, jaz bi rad malo drugače povedal, pač poslušal sem vse, ali kandidate, ali kako bi rekel, in se z vami načeloma strinjamo v vsem, pa bi zato rad povedal, zakaj vsi te problemi prihajajo, ker večina nas ne ve, kaj je definicija republike. Definicija republike je delo, dom in varnost. To je čist enostavno. In mi nič od tega nimamo. Prej sem nekaj ljudi vprašal, če vejo sploh našteti barve slovenske zastave od vrha proti dol. Jaz mislim, da 90% Slovencev ne ve. In to samo zaradi tega, ker načeloma nimamo niti dela, niti doma, niti varnosti, in nam ta zastava nič ne pomeni. Ne vejo tudi, kako začne Zdravljica, kaj je dejansko naša himna, o čem govori. Ne? In mešajo, da Zdravljico pa himno, malo več moramo vedeti o tem, potem se bomo tudi zavedali, kaj himna pomeni. Se pravi, da dobri sosedski odnosi so zelo pomembni. Dobri sosedski odnosi pa prihajajo takrat, ko je država urejena, ko javno postavi svoja pravila in se jih drži. Demokracija za mene ni, da lahko vsak počne tisto, kar mu paše. Demokracija, da ne rabiš delati tisto, kar drugi želijo. Zakone v demokraciji postavi narod in potem še kako se jih treba držati. Zdaj, kdo smo? Nismo tisto, kar govorimo, da smo, ampak smo to, kar počnemo. Se pravi, razlika med tem, kar smo in kar hočemo postati v prihodnje, smo to, kar počnemo. Zato se moramo velikokrat vprašati, če počnemo tisto, kar želimo postati. Zato je včasih, ko vidimo, da nekaj ne gre v redu, je dobro narediti 3 korake nazaj, da lahko pol 5 naprej naredimo. Gremo do tam, ker nam je bilo dobro. Po razpadu Jugoslavije, ki smo jo omenjali prej, sem jaz iskreno upal, da tisto, kar je bilo dobro v Jugoslaviji, bomo obdržali in tisto, kar je bilo slabo, bomo zamenjali. Mislim, da so nekateri politiki naredili ravno obratno, tisto dobro so pač zamenjali in slabo pustili in prilagodili zakone in sodnike in tako naprej sebi primerno, da lahko dejansko delajo z nami kot z ovcami. Prej smo omenjali davek, če ne vemo, kakšen davek, koliko davka je to, se lahko uvede pavšalni davek. Pavšalni davek enostavno, vsi moramo mesečno plačati toliko in toliko, glede na poklic, glede na pač dejavnost, ki upravljaš, kje upravljaš, v katerem mestu in tako naprej. In je to čisto enostavno in država, sem prepričan, bi dobila veliko več denarja. Emigranti. Zame so to bogi ljudje, za tiste govorim, ki dejansko imajo težave v svoji državi. Oni nam sploh ne bi bil problem, če bi mi imeli urejene svoje zadeve in bi v enem glasu tudi jasno Evropi lahko povedali, pri nas ne bo tako, ampak bo tako. Glede na to, da bi morali biti v Evropi vsi enakopravni, enakovredni, jaz tega ne vidim, zaradi tega, ker če bi bilo temu tako, bi v Grčiji postavili mejo in bi tudi naši policisti iz Nemčije in ostalih držav že tam reševali te zadeve. Ker meni se smilijo te ljudje, da dejansko prehodijo toliko, mislim, to je maltretiranje, ko se da to že tam lepo razporediti, kdo gre, kdo ne gre in naj gre direktno tam, odkudar jih kličejo, ne z avionom. Zakaj bi morali prehoditi, vmes umirajo in tako naprej. Jaz mislim, da je to popolnoma enostavno, ampak to je zrežirano in z nami se samo igrajo, ko treba reševati konkretne stvari, pač takrat pridejo emigranti. Potem, glede državljanstva, tako kot je pač prej gospod poudaril, dobrodošli vsi, ki bojo nekaj novega prinesli Sloveniji in morda nas s tem še obogateli, ampak za tiste, ki so pa prišli, ne vem, iz razlogov, da bojo določeni kandidati ali pa stranke dobili več glasov, jaz bi uvedel zakon, ker dejansko, če delaš kaj kontra državi ali interesu države, da se lahko tudi to državljanstvo odvzame. In da nimajo volilnih pravic, šele morda tisti otroki ali vnuki
imajo volilne pravice, saj bojo popolnoma prevzeli našo kulturo in identiteto in se bojo nekako počutili Slovenci, ne, ali del tega. Ker mi, če nekoga sprejmemo kot tujca, kot bom rekel, nekega nasprotnika, se bojo pol tudi temu primerno obnašali. Če pa rečemo, dobrodošli, kaj nam prinašate, kajti pri nas so jasni zakoni in pravila. Ne vem, meni je Norveška v dostih stvareh en lep primer, ko govorimo o tem, o podpiranju kmetov in tako naprej. Oni bolj obdavčijo pač vse zadeve, ki prihajajo iz tujih držav in davki so manjši za, ali pa v bistvu, ne vem, če celo nekatere niso obdavčeni, ko se podpira njihove izdelke, ne. Mislim, da je celo v Jugoslaviji bilo nekoč tako. Če si kupil jugota, mislim, da je bilo celo brez davka, je bilo nekaj minimalnega. Če si pa hotel golfa, si pa plačal toliko več, ne. Lahko si imel pa vse in Norveška dela neko podobno stvar. Kar se pa tiče varstva našega, jaz mislim, da naše največje orožje v svetu je naše znanje. Mi se zavedamo, non-stop želimo kopirati neko drugo državo, pa se gledamo, ne vem, ko gledamo ureditev neko, ne vem, ali kazni, gledamo Nemčijo, ko gledamo plače, pa gledamo morda Albanijo. Ne? In mislim, da moramo gledati sebe, imamo krasno državo, imam kar nekaj prijateljev iz Rusije in iz drugih držav in so fascinirani, ko vidijo, kaj vse imamo in ne znamo tega ceniti, ne? Tako da mislim, da je pri nas problem, da pametni so popustili in so idioti začeli vladati, tako da moramo z našim znanjem počasi, jaz mislim, da, tako kot je prej gospod rekel, priti do našega cilja. Ampak priti tudi do tega, da v enem glasu se naučimo reči, dovolj imamo. Hvala.